Prva šola v Šmarjeti je bila leta 1856 v zasebni hiši ustanovljena na pobudo takratnega župnika Edvarda Polaka. Prvi učitelj je bil Ivan Zupanc, šola je bila pa enorazrednica, v tem razredu je bilo tudi več kot 70 otrok. Ki pouka zaradi takratnih razmer niso obiskovali vsakodnevno. Na zdajšnjo lokacijo, potem ko so otroci dolga desetletja obiskovali prostore v jedru Šmarjete, so šolo preselili leta 1970. Ta šola je bila zgrajena po projektu, ki je bil enak še za Mirno Peč, Šmarjeto in Škocjan. Tako in ta šola se je kasneje postala pretesna in tako se je dogradila leta 1990 in potem spet leta 2003. Šola, v kateri skoraj 500 uka željnim mladim znanje predaja 71 zaposlenih, je današnjo podobo dobila z dograditvijo 6-oddelčnega vrtca in energetsko sanacijo. Trenutno poteka ureditev nogometnega igrišča z novo atletsko stezo. Jaz sem prišla na to šolo meseca februarja in se tukaj res super počutim. Ravnateljica je odlična, učenci so prijetni, kolektiv je prijeten, prijazen. Zanimivo je predvsem to opazovati ta sam proces poučevanja, kako se spreminja. Že v tem 10 letih so korenite spremembe. Šoli, v katero je občina v minulih letih za različne naložbe vložila več kot 4 milijone evrov, načrtov za prihodnost ne manjka. Predvsem si želijo dozidave in obnove šolskega poslopja. Kajti v nekaj naslednjih letih bomo zopet prišli v prostorsko stisko. Že podatek sam za letošnje šolsko leto, da imamo od 1. do 5. razreda 10 oddelkov in od 6. do 9. samo 4 oddelke, nakazuje, da je pač število otrok v Šmarjeti v porastu. V sklopu praznovanja so pred šolo odkrili še kip Marjetke z rastočo knjigo. Izobraževanju odgovornih učencev in odličnosti na vseh področjih globoko predana šola se je s tem simboličnim dejanjem pridružila projektu Rastoča knjiga. Vedno več ljudi, vedno več šol, vedno več občin, vedno več društev se zaveda tega, da moramo vsak od nas narediti nekaj dobrega in pohvaliti tistega, ki nekaj dobrega naredi. In tako bomo napredovali vsi skupaj. Vseslovenskemu projektu Rastoča knjiga se je do danes pridružilo že več kot 30 osnovnih šol.